Vincenzo, nice to meet you. Vincenzo, ciao, v glavnem, spet se nikam gre, ampak tokrat pa ne gremo tako daleč, pa tako tropsko, ampak gremo, no, malo je tropsko, kam gremo? Grčija, Lloret de Mar. Ampak to je tako, delovno, business with pleasure bi lahko rekli, ne? S Klemnom sva odgovorna za video del, prijatelji se grejo mentke, mundial, se poznate že vsi. Kaj se greste sploh ment? Kje se bo spal, kje se bo jedel, kje se bomo kopali. A to greste vi vsako v začetek sezone dol, ali? Ponavadi gremo večkrat, ja. Kako da ti si zdaj tako globok zatavil v ta video svet, a ti zdaj si prav videograf postal, ali kako se reče tem vlogerjem? Ja, mimogrede imava upreme za ohoho denarja, ne? Ja, pol, ko enkrat investiraš v ta hobi, pol ti to tudi rata bolj zanimivo. Se pozdravljam še italijanski partnerji. Guys, no one of you speak just a little bit of Italian. I speak a little bit of Italian. Po moje gre mene šestič ali pa sedmič že na krv. Precej domač kraj bi lahko rekel. Questa? Jessica, no te bene. And? Beat. Ok. Questa? Vai, fotografi. Yes, non possible in Molto in arrivo. the shift, ok? Okay. Tole pa malo lepška una za na Islandijo. Ej, igrišče za otroke je dol, Greg, veš. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Ja, dobro jutro, ti piškot. Zaspala sva s Klemnom kle gor, po moje, že ob 9 zvečer. Bosonogi Klemen, povej. In sva spala po moje 10 ur. Glavnem, lušten. V Grčijo pridemo itak šele popoldan, tako da zdaj sledi pa najboljši trenutek na ladji in to je zajtrk. To je trenutek, ki si jaz prvoščam tisto zažgano grško Tatjano. Ima svoj čar. Trenutek resnice. Tipična grška kava. Cena kave? Ne. To je prva pompa, na vsake 10 minut bom šel še eno natočet, ene 3-4 so pred mano. Lep začetek dneva. In zdaj smo se zmenili, da mi bojo naučili, kako se vozi to ladjo, če bo ratal, upam. Okay. 130, light. Okay, this is light. Yeah, okay, good, not too much. Do you have a horn so I can honk? No? So the captain is sleeping now. Okay, so we would wake him up. Yeah. Okay. What about this thing? What is this? Compass. It's a compass. Okay. You see? Yeah, I see it. Absolutno še ena kljukca, ki sem si jo želel narediti, da voziš potniško ladjo. Hotel sem, da bi potrobil, pa je rekel, da kapitan spi, da no go. Kaj imaš ti zdaj zame? Pražilnico kave? Where is the boss? Is here? Marko! Haha! Lady, I'm fine, you? Good. What's your name? Bit. Hi. Wow. Yeah, prav da je lahko kupujem. Posnami ga. I changed this, danger, and I cut it, I make this. Pražilec kave, surova kava gre tu noter, se praži in pride po 20 minutah nekje 20 minut se tale praži. bobenček. In to je že prepražena kava? 2 dni stara. 2 dni mora še lepo odlečati, pol pa polako kuham. Thank you, darling. I can already give you the opinion by the smell that he gave. Not good, no. Something totally different from the real proper coffee that we use in Italian, but it tastes like olives. Black olives, particularly. I'm not joking. Svet se razvija, Italijani pa imajo svoje tradicije, po moje, že ful časa. Niso navajeni na one svoje mešance. Lahko imajo Italijani tudi svoj okus. Jaz sem sicer naročil ice coffee,
Meni je v redu, no. I mean, if you compare it to the rest of the Greece, this is good coffee. Buki, tebi je dobra kava tale. Kavica je super, moram priznati, da je malo bolj kiselkasta, ampak to zato, ker je tako pražena. Italijani po disu. Čisto je z disu. Prav, da ima okus po črnih olivah. Da si v Italiji kdaj pil kislo kavo? Valjda, da si. Ja, samo v Trstu sem imel. Ja, no vidiš, Italijani tudi počasno nimajo pojma. Pame! Malakia. Prvi smo pogledali eno plažo, ampak še ni pripravljena na sezono, ker so jo šele orali. Tera rosa? To gre koruza, to gre pšenica, tle gre krompir in to bo pol paradajz kumare. Zdaj na večer smo prišli pa do mesta Krf, itak sem ga že tokrat predstavil, da ga verjetno že vsi poznamo. Je pa drugače kot zanimivost otok Krf edini od grških otokov, ki se je obranil pred turškimi vpadi, se pravi nikoli niso Turki gor stopili in to se najbolj pozna na kulturi, arhitekturi, kar pomeni, da je veliko lepši, zato ker je vse stalo tako, kot so zgradili Benečani. Sem pa tako lačen že, da komi čakam gyros. How are you? Good, you? Hello. Hello. Nice to meet you. Welcome to Corfu. Thank you. Slovenia people good? Yeah, very good. Dobri so, res so počasni. Ja. Kam bo šla zdaj? Can I get one big gyros with chicken only and one big mythos? The big beer, the best one. Nel senso, non sono Fajn bo fanatico šla da pena avere zdaj tatuaggi, čez, però veš. insomma. O, gracias. Gracias. Kje sem že? Čakaj, Grčija. Evharisto. Tole sem pa čakal od leta 2019. Tole je pa za vikat. Kot sem rekel, s Klemnom smo prišla delat, ampak da bo pa to tako izgledalo, zdaj pa nisem zamislil. Model snema voice-over v lokalu za storije, zato da izoliraš zvok, da čim manj šuma iz okolice dobiš, se moraš pokriti. Lušten. Ej, lušten je pa moja fora. Vsi bom dal tvojo čez. A veš, da bo voice-overil tvoja fora. Pokaž mikrofon. Skupina! Ej, a boš vstal? Joj, Grčija ali kaj? Zdaj kafe, Ja. Luka dela zajtrk, me vpraša, kaj bom, sem rekel jajčka na učko, ker mu zaupam, on dela ful dobro jajčka. Ja, jaz pa sam sebi danes lik ne zaupam, veš. Slabo delaš šporhat? Šporhat? Delaš šporhat slabo? Seveda smo prišli snemati tudi na Golden Fox. Kaj naj rečem? Nostalgija. Jasaš, hello, how are you? So mi prej pisali, veš, ki sem rekel, da sem tles, da nekaj skočim, pa da prijem pole nazaj. Lahko greš bolj desno. Še malo bolj levo. Ja, v redu, bolj levo, ja. Tle si imem. No foto? No foto? No. Ok. Gospa pravi nov foto, zato ker se ne sme snemati tele javne ceste. That's Greece. Greek salad. Tzatziki. Feta sir, Ja. z malo čebulce v olivnem olju. Pečena, ne, zadeva. Tudi, ja, vse tu skup smo dali v folijo in je bilo pečeno. Ti si dal? Sem jaz dal, so dali, sem dal, kukorkoli, dobro je. Tale tzatziki pa ni tako kaun, ga v slovenski trgovini kupiš. Wow.
To je kaj je to? Ahilionova palača. Ja. To, kad sem bil že na Krfu, pa še nikoli klem. V bistvu tak dvorc za tole, kaj je bila njegova? Habsburška monarhinja. In je pač ful lep vrt. Palača je bila začetek od princeze Sisi, avstro-ogrske princeze, kot neka njena poletna rezidenca tukaj na otoku Krf. Je pa potem skozi zgodovino imela ful različnih vlog. Francoska vojska včasih je živela, Ful kot multikulti v zdravilišče. glavnem. Tako multikulturno, ja. Pa rekla mi je teta, da je drugače to drugo najbolj obiskan muzej v Grčiji. Is the second most visited museum. Mene je tudi ta številka precej presenetila. No. Velik podatek, ne? Velik, zanimivo. Zanimiv, zelo. Moramo pa posneti še en avion, ki pristaja, in če ste kdaj na Krfu, nujno morate iti tlele na ta pomol. Se nahaja čisto zraven letališča in stojiš tik pod avionom, zelo podoben kot LAX v Los Angelesu, ampak tukaj so avioni še nižji in je res bolan občutek, če imaš srečo, da pride res kakšen velik avion. Mi moramo danes posneti enega člana naše ekipe, ki bo priletel, ampak verjetno bo en manjših avionov. Je pa zaradi korone toliko malo avionov, da imamo samo eno šanso, ker avion pride kaj? Danes v popodnevu samo 2. Od letos naprej tudi možnost letalskega prevoza na destinacijo. Highlight tega tripa smo pa šparali za na konc. In sicer, čumo povej. Gremo preveriti, če moraš še na svojem mestu. Here, if for police stop you, you show the papers, okay? Aha, sta vodo prinesla. Vodo. Ja, dehidracija. Gremo. Fant snema in ne neha snemati. Pa prideš domov, pa mami takoj, v Grčiji si bil, pa mi niso oliven olja prinesel, tako sem rekel, zdaj pa eno oliven olje vzel, enega tega, pa še zase enega. Še jih vzem. Zdaj vama bom pa jaz takole iz rokava stresel še en fakt, ne, ko upam, da ga nista vedela. A veš, po čem hodita? Po tleh. Kaj so te črni kamni? Ne vem. Takrat, ko je zbruhnil vulkan na Siciliji, mislim, da je bila Etna, so Italijani rabili pomoč in so jim Grki prišli pomagati in v znak zahvale so jim oni poslali te lavaste lavnene kamne. Kamne iz lave. In to je zdaj varstvo kulturne dediščine, seveda. Drugače pa, to je to za ta denar. En teden Krfa je za nami. Luštno smo se imeli, moram pa reči, da je res luksuz biti tukaj maja, ka ni nobenega turista, sami domačini, res mečkam bolj pristno je, prazne plaže, prazni ležalniki, čisto hudo. Je pa minus seveda to, da je takole popoldan že za polover gor, ker ga kar fajn že zamrzi. Pa dej otroce jokati začel, no. Nad pričakovanji. Nad pričakovanji? Malo piha edino, ne? Luštno je bilo. Aj kaj?